Ja, okej. Je sreda, 4. december, ura je 2 pa 9 minut. In kje naj sploh začnem? Sem Ana in mislim, da je čas, da nekaj povem. Moj life na začetku sploh ni bil tako grozen. Počutila sem se kot vsaka druga punca. Imela sem celo najboljšo prijateljico. Ja, pa tudi drugi prijatelji so bili fajn. Starša nikoli niso bila tečna. Življenje, ki se ga je splačalo živeti, ki bi si ga vsak želel živeti. No, potem se je vse seveda obrnilo na glavo. Starša so se ločila, pač fotru se je en dan utrgalo. Začel se je dreti na mene in na mamo. Z mamo so samo pobrali stvari pol in šli. Lej, od zdaj naprej bo vse v redu, obljubim. Življenje sploh ni fer, ej. Ne, ampak če gledaš iz druge strani, je življenje kot knjiga. Vsak piše svojo zgodbo. Ja, moje se ziher ne bo dobro končalo. Se bojim, da sem imela prav. Okej, razred tišina. Tukaj je vaša nova sošolka Ana. Je nova. Že takrat, ko sem prišla, sem začela dobivati tiste poglede. Bodite prijazni do nje, pa jo lepo sprejmite. Pomagajte ji, ne? Tako, mi bomo pa danes začeli z novo snovjo. Obravnavali bomo Bezijeve krivulje, delali bomo na primeru nogometne žoge. Takoj sem se počutila, kot da ne spadam sem. Vse, kar morate narediti, je to, da uvoste. A si v redu ti? Lej, ne vem, kaj te matra, sam ne rabiš se zaradi takih brezveznih stvari sekirati, okej? In potem si prišel ti, Matej. Bil si edini, ki je mene dobro videl. In ko nekom vidiš dobro, ne obupaš nad njim. Še posebej, če tega sam v sebi ne vidi. Ampak na drugi strani so oni, ki me vsak dan preganjajo s tistimi pogledi in besedami. Zaradi tega se vsak dan sovražim. In vsak dan je težji. Pač v bolečini sem, ki vi ste krivi za to. Najbolj me pa boli, da oseba, ki bi morala biti v meni, da enostavno ni bila.
mami, nekaj ti moram povedati. Povej hiter, nimam časa. Ko nisem hotela iti v šolo, ker sem se bala, da me bodo sošolci spet zbadali. Sem jim samo rekla, ne bom lena. In ko sem prišla domov iz šole, vsa žalostna, brez energije, si mi rekla, naj se ne delam žrtve, da ti itak vsak dan delaš po 6 ur, naj se jaz neham pritoževati, ne? In potem se še začneš jeziti, zakaj se ne pogovarjam s tabo. Nikoli ne poslušaš. Ne opaziš, kako težko mi je vsak dan vstati se. Ne opaziš, kako strah me je vsak dan iti v šolo. In sploh ne opaziš, kako vsaj zmučena pridem domov. Nič ne opaziš. Ne morem več. Kam greš ti? Matej, jaz bom šla. Kam boš šla? Ne vem, no. Nekam na lepše. Nekam, kjer je vse prav. Ideš na mene pa v sabo z mano. Kaj? Oprosti, ampak tokrat moram iti brez tebe. S tistimi pogledi in besedami, zaradi tega se vsak dan sovražim. In vsak dan je težji.